Danes s tabo delim 10 mojih najljubših orodij, AI orodij, torej umetne inteligence, ki ti lahko prihranijo pri tvojem poslu res ogromno časa. In če te skrbi, da bo to vse zvenelo bolj robotsko, ne skrbi, niso takšna orodja, ampak prihranijo pa ti definitivno lahko ogromno časa. Hej, dobrodošel, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Še preden pa greva čisto v teh 10 orodij, pa sem te želela samo še spomniti, da 16. septembra začnemo z zemljevidom legendarne prodaje. To je 12-dnevni intenziv, kjer bodo zraven treningov, zraven nalog, tudi redni oziroma dnevni taki mini izzivčki, ki ti bodo pomagali, da prideš do večje prepoznavnosti in tudi večje prodaje že v teh 12 dneh. Tako da vabljen oziroma vabljena, da si rezerviraš svojo brezplačno vstopnico. To bi res bilo škoda zamuditi, tako da brezplačno vstopnico lahko rezerviraš na moji spletni strani mod.si/zemljevid. Zdaj pa gremo pogledati torej teh 10 orodij. Zdaj, preden grem na sama ta orodja, sem se želela še dotakniti mogoče pomisleka, ki ga slišim pogosto med podjetniki pa podjetnicami, in sicer da ignorirajo umetno inteligenco ali pa da imajo neko prepričanje, da bo to vse preveč robotsko in tako naprej, sploh pri pisanju vsebin ali pa kaj drugega, ampak umetna inteligenca v bistvu ne rabimo uporabljati samo kot pomočnik pri pisanju vsebin. To ti v bistvu še najmanj priporočam. Lahko pa jo uporabimo na druge načine in danes ti bom delila 10 orodij, ki ti res lahko prihranijo ogromno časa in še vedno je nekako v ospredju tvoja energija, si ti in vse to, kar pač mora biti, da ostane tvoj brand in pa posel to, kar si ti. Če pa samo to ignoriramo, da obstaja umetna inteligenca in delamo v bistvu res vse ročno, a ne pa vse sami in tako naprej, je to približno tako, kot da bi se vrnili nazaj, ko so recimo začeli prihajati na trg avtomobili, in bi nujno mogli iti iz točke A v točko B in avtomobili so okoli nas na voljo, ampak ker bomo rekli, ok, to je nek stroj, pa bomo ga ignorirali, gremo raje potem iz točke A v točko B peš, kar seveda ti lahko vzame res veliko časa v primerjavi, če se usedeš v avto in se zapelješ do te točke B. In zelo podobno je v bistvu umetna inteligenca, to je v bistvu dokaj novo v današnjem svetu in ignorirati to novost, ki najbrž bo ostala, je mogoče škoda tvojega časa. No, bom tako rekla. Tako da definitivno, verjetno se vsi kot podjetniki pa podjetnice želimo, da imamo maksimalno časa za svoje primarno delo in da si s pomočjo umetne inteligence potem lahko prihranimo veliko časa za tiste aktivnosti, ki mogoče niso tako zelo prioriteta ali pa nam niso tako zelo pri srcu, kot bi lahko rekla, ampak morajo pa biti v poslu recimo narejene. Tako da gremo torej pogledati zdaj, kaj je teh 10 orodij, ki sem te jih pripravila, in sicer prvo orodje, ki sem ga želela deliti, tega pa res že uporabljam kar nekaj časa in to orodje je res super noro fajn, je za neko količino vsebine tudi popolnoma brezplačno, tako da prvo orodje je torej TurboScribe. To je v bistvu orodje, ki ti pomaga v bistvu narediti prepis iz videa v samo vsebino. Torej, če imaš recimo nek video, kar je super format, lahko iz njega ven potegneš, če temu tako rečem, tekst. In kot vidiš tukaj, ti v bistvu naredi celoten prepis nekega besedila, ki ga potem lahko uporabiš na različne načine. Jaz recimo vsakič, ko posnamem ta podcast, mi TurboScribe pomaga narediti prepis in potem še ChatGPT mi recimo pomaga ta opis, kako bi rekla, prečistiti za vse, ki mogoče raje berejo in ne gledajo video ali pa ne želijo poslušati. Tako pa tudi za SEO optimizacijo je to zelo super, tako da v bistvu to je res eno tako orodje, ki prihrani ogromno časa. Jaz, ko sem še bila zaposlena na fakulteti, sem nekaj časa pač imela tudi neke intervjuje in sem iz njih mogla narediti, ampak to je bilo zdaj že več kot 10 let nazaj, daleč več. In kaj se je zgodilo, da sem mogla v bistvu iz tistih intervjujev narediti prepise, da sem ven potem dobila ključne točke in tako naprej. In tisti prepisi, ko poslušaš pa zraven tipkaš, so bili res čista muka in vzeli res ne ure, ampak dneve in dneve dela. Tako da to je definitivno orodje, ki ti ga definitivno priporočam, ker ti res lahko prihrani ogromno časa. In uporabiš ga lahko, torej, če imaš kakšne intervjuje,
intervjuje, pa želiš narediti prepise, za torej blog zapise, ki se potegnejo iz videa, in to lahko potem iz videa potegneš torej transkript in ga potem uporabiš na primer kot blog zapis, lahko so za družabna omrežja izseki, lahko so za mail izseki in tako naprej. Skratka, možnosti je res ogromno. Drugo orodje je najverjetneje že vsem zelo poznano, ampak je se že tudi precej izboljšal in to je v bistvu ChatGPT. ChatGPT je torej verjetno eden izmed tistih orodij, ki so najbolj poznana, ko govorimo o umetni inteligenci. Gre torej za orodje, ki ti res lahko prihrani ogromno časa. Ne govorim, da ga 100% upoštevaš, poslušaš in tako naprej. Lahko ti pa pomaga recimo ali pri brainstormanju kakšnih idej, ali če se ti kje zatakne, da te mogoče potisne naprej, pri kakšnem mnenju ali pa če želiš kakšno dodatno mnenje in tako naprej. In zdaj, ko je na voljo ChatGPT 5, so res funkcionalnosti še malo bolj na naslednjem nivoju. Kar jaz zelo rada uporabljam, so tudi moji lastni GPT-je. To pomeni, da v bistvu imam recimo svoje strukture ali pa znotraj ChatGPT-ja, torej svoje GPT-je, ki mi potem prihranijo čas, ker ko recimo potrebujem, recimo narediti transkript, za podcast, si zberem tale GPT, ki je pač narejen za moj podcast in so noter navodila, kaj vse mi mora narediti. Tako da v bistvu, ko recimo kopiram vsebino iz tega TurboScribe, mu tukaj samo napišem recimo nova epizoda podcasta, mu prilepim vsebino in potem v bistvu mi on pripravi vse, kar potrebujem za blog. Je vse tipi-topi, daleč od tega, mi prihrani ogromno časa in imam potem manj dela za to, pa definitivno. Tako da tukaj je v bistvu res lahko super orodje za prihranek časa in pa tudi verjetno energije, ker ne rabimo potem zapravljati za nekaj takega. Sploh, če imaš mogoče kakšne naloge, ki jih redno delaš, pa so neka navodila 1, 2, 3, so tile GPT, da si svojega narediš, da ti vedno naredi te pa te rezultate, lahko res fantastični. Tako da to je torej drugo orodje. Tretje orodje je pa Napkin AI. To je v bistvu orodje, ki ti lahko naredi vizualijo iz enega teksta. In sicer, če zdaj pogledava tukaj, recimo, da imaš nek tekst in vsi vemo recimo, da če gledamo samo tekst, je lahko precej dolgočasno, tako da lahko v bistvu iz tega teksta ga samo označiš, lahko ga tudi oblikuješ, klikneš, da se v bistvu naredi neka grafika, kar je bolj privlačno, kar si lahko potem predstavljamo in to lahko uporabljaš potem na družabnih omrežjih, mogoče na kakšnih predavanjih, webinarjih, spletni strani, skratka kjerkoli. In potem ti v bistvu zgenerira torej tele grafike, vizualije in tako naprej, ki jih lahko potem tudi barvno prilagodiš, da so recimo v sklopu tvoje vizualne podobe. Tako da to orodje v bistvu, jaz priznam, da ga ne uporabljam ful pogosto, ampak se mi zdi, da ima pa ogromen potencial, sploh če velikokrat delaš kakšne te grafike ali pa potrebuješ ali pa želiš mogoče malo razbiti besedilo in želiš mogoče pripraviti kak graf ali kaj takšnega. Potem četrto orodje je Gamma App. To je v bistvu orodje, ki ti lahko iz teksta ali pa tudi iz kakšnega, da mu daš recimo cel dokument, naredi prezentacijo. Torej recimo neko PPT varianta prezentacijo. Zdaj, to je lahko super orodje, ki ti res naredi lahko zanimivo prezentacijo. Jaz osebno ga ne uporabljam ravno ful, ampak definitivno pa, če imaš veliko kakšnih predavanj, pa veliko časa temu nameniš, pa je lahko recimo zelo učinkovito, da ti potem naredi prav slajde iz nekega teksta, ki lahko potem ga dodatno urejaš, prilagodiš barvno in tako naprej. Tole recimo je naredil pač nekako čisto sam. Tako da imaš torej lahko veliko možnosti, lahko se poigraš in potem vidiš, ali je to nekaj, kar ti bo koristilo pri tvojem poslu ali pa mogoče niti ne. Zdaj, naslednjo orodje, ki ga želim deliti, vsi ti linki do teh orodij bodo seveda zapisani tudi spodaj v opisu, tako da če katerja ne bo ga zgrešiš ali pa ne veš, kje ga najdeš zmeraj v opisu. Peto orodje, ki ga želim deliti, je v bistvu Runway. To je v bistvu orodje, ki ti lahko ustvari videe. Včasih se nam mogoče ne da ustvarjati ali pa se nam ne da ali pa nimamo časa ustvarjati kakšnih videov. V tem primeru lahko pač prosimo recimo tudi AI, da nam v bistvu ustvari video, da torej napišemo, kaj si želimo, kakšen video želimo, kaj je noter, kakšne so napisi, pač čim več teh informacij in potem nam lepo zgenerira tale video in ga potem seveda lahko tudi prilagodimo in tako naprej. Zdaj, včasih je bilo pisanje knjig, se verjetno še je kar precej dolg proces, tako da naslednje orodje je v bistvu vezano na pisanje knjig. Če pišeš knjige ali pa kakšne priročnike ali pa neke daljše vsebine, lahko
so to tudi kakšni PDF in tako naprej, potem je v bistvu lahko ti zelo pride prav naslednje orodje, in sicer to je v bistvu tale BookMagic. BookMagic AI je v bistvu orodje, ki ti pomaga pisati vsebino in je v bistvu ti tudi jo izboljšati in tako naprej. Zdaj, nekaj ti sicer lahko napiše tudi sam celotno knjigo, ampak definitivno moje mnenje je, da verjetno si želimo, da je nekako knjiga, ko jo beremo, fajn, da se čuti naš kot neke avtorje, ampak definitivno pa je lahko super pripomoček, ki ti pri pisanju pa lahko prihrani ogromno časa, da kakšen nasvet, mogoče kako jo strukturirati in tako naprej, oziroma da te vodi tudi potem, kako ko pišeš knjigo. Naslednje orodje, ki sem ga želela deliti, je Pika-Art. To je v bistvu orodje, ki ti pomaga narediti videe, zgenerirati videe. Zdaj, ja, te videi so res lahko taki mogoče malo bolj odštekani, ampak če ti pridejo prav, pa mogoče za kakšen oglas, za kakšno objavo, za kaj bolj zabavnega, pa lahko mogoče tudi zgeneriraš video, tako da recimo tukaj sem jaz dodala samo sliko in potem je iz tega naredil video, Tako da, če rabiš kdaj kaj takega zabavnega, ni treba najeti ne vem koliko ljudi, da ti ustvarijo video, ampak ga lahko narediš čisto enostavno. Naslednje orodje, ki ga želim deliti, je pa orodje, ki ti integrira lahko različne ali aplikacije ali različne, ne vem, mogoče kakšne dele, opravila, ki se ponavljajo in ponavljajo zmeraj skozi, mislim, ki se ti redno ponavljajo, in da se delajo od zadaj lahko avtomatsko. In zdaj tukaj sta dve orodji, eno je recimo Zapier, eno je pa Make. To sta v bistvu zelo podobni orodji, oziroma načeloma delujeta v bistvu enako, imata pa potem različne, mogoče malo funkcionalnosti. Make je mogoče še malo bolj novo orodje in tudi malo cenejše, ampak meni osebno je zelo všeč, tako da ga v bistvu večinoma uporabljam, v resnici uporabljam oba in lahko tukaj recimo si narediš različne scenarije. Eden izmed recimo mojih scenarijev, ki jih imam zdaj aktivne, je, da v bistvu če se nekdo prijavi preko obrazca na Facebooku oglasu, ko so tisti obrazci, kjer se lahko direktno prijavijo na Zemljevid del legendarne prodaje, da jih v bistvu iz Facebooka se ta kontakt prestavi v mojo mail bazo in da se sprožijo tiste avtomatske sekvence. Tako da mi ni potem treba vsakega človeka posebej, kako bi rekla, prestavljati tja, ampak to se naredi avtomatsko, se torej v bistvu ti scenariji sprožijo avtomatsko, pride do neke akcije, torej ko se sproži trigger. Tako da super orodje, torej make.com. Potem naslednje orodje, ki sem ga želela deliti, oziroma to je že 9, je pa Captions AI. To je pa v bistvu orodje, ki mislim, da je že kar precej poznano. To je v bistvu ustavila sem ga na super video. Se pravi, to je orodje, ki ti lahko pomaga tvojemu videu dodati podnapise. Zdaj tukaj so, mislim, da videi dolžine do 5 minut. Jaz osebno ga uporabljam najraje za reelse ali pa mogoče tudi za kakšne storije. Zakaj? Zaradi tega, ker ko nekdo je na družabnih omrežjih, se velikokrat zgodi, da nimajo vklopljenega zvoka. In če mi ne dodamo teh podnapisov, potem je zelo verjetno ali pa zelo možno, da sploh ne bodo vedeli, o čem govorimo. Če pa dodamo mi te podnapise, lahko brez zvoka tudi spremljajo naš reel. In to je v bistvu zelo enostavno orodje, kjer samo pač ti avtomatsko naredi prepis, ki je večinoma že zelo, zelo dober. Je pa seveda ga lahko še urediš, mogoče porežeš video, če je kaj potrebno. Ima neka osnovna oblikovanja, lahko si v bistvu nastaviš tudi template, kako da imaš potem vse te podnapise zmeraj enake in tako naprej. Skratka, je res čudovito orodje, ki prihrani ogromno časa. Pred tem orodjem sem jaz v bistvu to delala totalno ročno, in sicer v programu, torej v Adobe Premiere Pro, kjer se torej urejajo profesionalno orodje za urejanje video, in to mi je vzelo v bistvu res par ur, da sem jaz sploh pretipkala, kaj vse sem v tem videu govorila, tudi če je bil 1 minutko dolg, in da sem potem pač besede tudi zamenjavala. In ko sem prvič videla to orodje, ki je razumel tudi slovensko besedilo in naredil prepis, in ti potem avtomatsko naredil tudi te torej podnapise, če temu, oziroma napise na video, sem si rekla, wow, to pa je prihranek časa. Okay? Tako da to orodje pa je res eno izmed verjetno mojih najljubših. In pa zadnje orodje, ki sem ga želela še s tabo deliti, je Script. Zdaj, kot sem te že omenila, jaz, če urejam kakšne videe, uporabljam kar Adobe Pro, tako da ne uporabljam tega orodja prav veliko, ampak definitivno pa je to eno orodje, ki se ga splača pogledati, če urejaš videe, ker je v bistvu text-based urejanje, torej da lahko označiš tekst, pa ga recimo pobrišeš, pa se potem video sam poreže. Tako da je lahko zelo zanimivo orodje, če torej urejaš videe, pa če želiš nekaj preprostega, definitivno pa se da veliko narediti v tem orodju. Tako da to je v bistvu teh mojih 10 orodij,
orodij, ki sem jih danes želela s tabo deliti. Bom ful vesela, če spodaj deliš tudi svoje orodja, zato da mogoče naredimo eno tako knjižnico, pa da še tudi jaz dobim kakšno idejo, kaj obstaja, kaj mi lahko prihrani čas. Jaz sem definitivno obožujem to, tako da bom ful vesela, ali če mi pošleš ali pa pod video tukaj zapišeš v komentar. Ne pozabi torej rezervirati brezplačne vstopnice za Zemljevid do legendarne prodaje. Začnemo 16. septembra in se družimo 12 dni. Če nimaš časa, je mogoče to znak, da je to nekaj nujnega, kar potrebuješ, in obljubim, da ti ne bo vzelo cele dneve tega. Bo zabavno, vsak dan se bo nekaj dogajalo. Zastavila sem raje malo podaljšala program, zato da lahko si vzamemo več časa, da malo dihamo in da torej poskusim čim manj preobremeniti, in pa delam v bistvu še zmeraj čim bolj na tem, da ne samo, da ti dam veliko vsebine, ampak da ti pomagam, da v bistvu čim več tudi v teh 12 dneh implementiraš, zato da bodo po 12 dneh že vidni kakšni rezultati. Tako da vabljen oziroma vabljena na Zemljevid do legendarne prodaje. Brezplačno vstopnico dobiš na mod.si poševnica Zemljevid. Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste, in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.